Sluh je eno izmed čutil, ki omogoča razvoj slušno-govorne komunikacije in razvoj jezika. In to časovno okno se začne zapirati nekje v prvih 5 letih življenja, nekje do 4., 5. leta. Ker če ne rehabilitiramo srednjestopenjske ali hujše izgube sluha s slušnim pripomočkom, bo informacija, ki bo prišla do možgan, prešibka, premalo natančna, da bi lahko zagotovila normalen slušno-govorni razvoj. V tej smeri najbolj pomaga, da imamo v Sloveniji univerzalni preiskovalni test na izgubo sluha. Se pravi, že novorojenček, ko je v porodnišnici rojen, se mu v dneh pred odpustom iz porodnišnice opravi meritve sluha, kjer pregledamo notranje uho, kjer je večina izgub sluha. In že v nekje 3 do 5 mesecih je diagnostika izgube sluha speljana. Se pravi, če ima otrok srednjestopenjsko izgubo sluha, v prvih mesecih, najkasneje do 6. meseca starosti, prejme klasične slušne aparate in če ugotovimo, da je okvara sluha do te mere huda, da mu klasični slušni aparati ne bi mogli pomagati, ga damo v program za ustavitev polževega vsadka, seveda, če se starši strinjajo s tem in če so ostale anatomsko-zdravstvene danosti tega otroka primerne, da ga lahko operiramo in vstavimo elektrodo v notranje uho. Kadar opazimo, da gre pri otroku za okvaro sluha, je seveda potrebno čim prejšnjo ukrepanje že zaradi tega, da ne zamujamo z govornim razvojem. Vemo, da majhen otrok, vsaka okvara na določeni frekvenci lahko rezultira že za slabši govor, če je pa to večja okvara, pa se govor sploh ne razvije. Zato je res potrebno, da smo pri otrocih bolj hitri in mu čim prej omogočimo, da sliši in potem tudi razvije govor. Ravno tako pa odrasli, še posebej starostniki, ki se velikokrat zaradi slabšega sluha niti ne želijo udeleževati druženj, ne želijo se več pogovarjati in se umikajo in to je škoda za njihovo socializacijo in kvaliteto življenja. Proces ni dolg za otroke, kjer jih vedno implantiramo najkasneje do 11. meseca. Se pravi, imajo svoje prioritete. Če se oseba odloči in je v aktivnem delovnem razmerju, ima male otroke, je njeno dnevno življenje odvisno od sluha, lahko opravimo preiskave v najkasneje 3 do 4 mesecih in opravimo implantacije. Bistveno lažje bi nam bilo, če bi se osebe, ki se že odločijo, potem ne prenaročale. Te trenutki so res ganljivi. Moram reči, da velikokrat, ko gre za majhne otroke in ko prvič vedno povem staršem, zdaj pa mu bomo priklopili mikrofon, ko jaz že vse nastavim in starši so v pričakovanju in vedno rečem, zdaj pa bodite čim bolj tiho, da se otrok ne bo ustrašil in potem on se igra ponavadi z nečem in jaz pozvonim ali pa potrkam, da me on ne vidi in on se obrne. In to je res tak ganljiv trenutek za starše in vse, ki pač so zraven. Ravno tako pa odrasli, ko je nekdo, ki je bil nekaj časa gluh in potem zopet ga sliši in se začne pogovarjati in je res lepo. Tudi primer smo imeli ene deklice, ki je oglušela na hitro v enem mesecu. 6 let je bila že stara, vpisana v 1. razred osnovne šole
In v tem času, 2 meseca, dokler se je speljala diagnostika, je ona že začela slabšati govor. Ona je že začela slabo govoriti, nerazumljivo. In tisti trenutek, ko smo jo priključili, je ona začela normalno, lepo govoriti. In potem pa še ena mamica nam je povedala, da je deklica, ko je oglušela, vedno risala s črnimi barvicami. Od vseh barvic, ki jih je imela, je samo s črno barvo vedno risala. In takoj, ko smo jo priklopili, je ona vse druge barve začela uporabljati. Mislim, taka zanimivost. Ko sem izgubil dokončno sluh na obeh ušesih, je bilo edina dilema, ali znakovni jezik ali polžji vsadek, in odločil sem se za polžji vsadek, ker dejansko prej že ni bilo več komunikacije z ženo, ni bilo komunikacije s sinovi, praktično sem se začel zapirati v sebe, in ko sem dobil polžji vsadek, sem na novo zaživel. Moram reči, da potem sem lahko šel tudi na kakšno proslavo med ljudi, sem se z njimi lahko pogovarjal. Praktično res same pozitivne stvari, je pa res, da je rehabilitacija bila uspešna, operacija je bila uspešna. Potrudil sem se maksimalno in če ni truda, ni uspeha. Moram reči, da se je treba res potruditi, treba je narediti vse, da verjameš v sebe in da imaš pozitivna pričakovanja, in na tak način je potem uspeh sigurno urejen. Vsi vemo, da nam sluh omogoča komunikacijo, omogoča nam druženje, omogoča nam opravljanje določenih poklicev, omogoča nam izobraževanje. Dejansko v vseh poklicih, tako kot je prej že zdravnica povedala, ne morejo sodelovati recimo ljudje, ki ne slišijo dobro. Tako da sluh je res zelo pomemben in mi si prizadevamo, da se rehabilitirajo po čim boljši poti in pač taki, ki je vsakemu na voljo.